Maribor, ki se letos ponaša z nazivom Evropsko mesto športa, obeta veliko. Ob svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu za ženske v diviziji 2, evropskih prvenstvih v tekvandoju in kickboksu ter evropskem pokalu gorskega kolesarstva je potrjeno, da bo Maribor gostil tudi Evropsko prvenstvo v veteranski košarki. 10. Evropsko prvenstvo veteranske košarke, ki bo med 22. junijem in 1. julijem, je zaenkrat prijavljeno 110 ekip iz 20 različnih držav, največje iz Nemčije in Slovenije, kjer je po 20 ekip, 10 je iz Rusije, potem pa je po 6 iz Češke, Avstrije, Srbije, Madžarske. Tekme se bodo igrale v športnem parku Tabor, to se pravi v dvorani Tabor, ledni dvorani Tabor in pa v Ljudskem vrtu v vseh dvoranah Lukna, ki so na voljo. Organizatorji pričakujejo zajetno število ljudi, ki je višje tudi zaradi tipa tekmovanja. Pričakujemo več kot 1500-1800 udeležencev, ki bodo v Mariboru bivali najmanj 9 noči, pomeni nekje okoli 15 000 nočitev. In po informacijah oziroma izračunih iz preteklih prvenstv pomenimo, da bo to približno za mariborski turizem pomenilo nekje med 1,5 milijona in 2 milijona prihodkov. Blagodejni učinki Evropskega prvenstva se v Mariboru pričakujejo tudi zaradi nočitev. Ta prireditev je za Maribor pomembna ne samo športnega zornega kota, ampak tudi z turističnega zornega kota. V mesto prihaja okrog 1500-1800 tekmovalcev, ki pa niso samo fokusirani na šport. To so veterani, ki želijo spoznati kraje, v katere so prišli, ne samo Maribor, ne samo regijo, celotno Slovenijo. S seboj pripeljejo tudi sorodnike, prijatelje, tako da je z tega turističnega vidika pomembna prireditev in v letošnjem letu je to pravzaprav največja prireditev, čeprav bomo prirejali tudi druga evropska in svetovna prvenstva v mestu. Na prvenstvu se bodo pomerile tako moške kot tudi ženske ekipe. Ja, ženska košarka je zelo prisotna v veteranskih vodah. Seveda je najmočnejši del v osrednji Sloveniji, kjer je ekipa Ljubljane običajno prisotna z 2 ekipama, medtem štajerski del malenkost manj, sicer tudi z 2 ekipama v različnih kategorijah, tako da se ženske na, bom rekla, malo bolj zrelih letih, kljub temu, da je veliko drugih obveznosti, še vedno dosti vključujejo in aktivno sodelujejo v evropskih in svetovnih prvenstvih. Zaenkrat kaže, da bo Slovenijo zastopalo kar 20 ekip, 6 ženskih in 14 moških. V sklopu prvenstva se bo odigralo okrog 300 tekem, v primeru, da se prijavi še nekaj ekip, pa celo več.